Pozdravljeni v oddaji Pregled tedna. Poglejmo si, kaj se je ta teden dogajalo v slovenski Istri in širše. Vlada je na sredini dopisni seji potrdila posodobljen program razvoja koprskega pristanišča za mednarodni promet za obdobje 2021 do 2025. Program vključuje dodatne naložbe v pristaniško infrastrukturo, med drugim širitev garažne hiše za shranjevanje skoraj 11.700 vozil, kar je vlada tudi posebej odobrila. Po navedbah Ministrstva za infrastrukturo so spremembe v programu predvsem posledica višjih tržnih cen in priprave bolj podrobne projektne dokumentacije, zaradi česar so bile prilagojene ocenjene vrednosti naložb. Strokovno podlago za spremembe je pripravila družba Luka Koper, usklajene pa so bile z Upravo Republike Slovenije za pomorstvo. Nekatere naložbe so iz programa umaknili, ker jih analiza trga ni več prepoznala kot nujne ali pa so bile preložene na kasnejši čas. Hkrati so bile vključene nove investicije, povezane predvsem z gradnjo drugega tira Divača Koper. Med njimi so ureditev dodatnih površin na kontejnerskem terminalu ter izgradnja infrastrukture za elektrifikacijo in projektni tovor. V prenovljenem programu je predvidena gradnja 2 faz garažne hiše za avtomobile. Vlada je ločeno od programa podala soglasje za izvedbo teh faz. V fazi 2B bo zgrajen objekt velik približno 178.000 kvadratnih metrov, v fazi 2C pa objekt z 48.600 kvadratnih metrov površine. Celotna širitev naj bi bila zaključena do marca 2028 in bo omogočala skladiščenje do 11.665 vozil. V mestni občini Koper trenutno poteka več investicij v ureditev parkirišč, s katerimi bodo do začetka prihodnjega leta pridobili več kot 160 novih parkirnih mest. 2 parkirišči s skupno 91 parkirnimi mesti boste nastali nad Kvedrovo ulico. 7 jih bo za bočno parkiranje ob cesti na Markovec, večje parkirišče z 84 mesti pa bo na ulici Semedela, kjer bo poskrbljeno tudi za gibalno ovirane osebe, kjer bo na voljo 5 mest, in enosledna vozila, ki bodo dobila 9 mest. Naložba vključuje še prenovo 50 metrov ceste, pločnik, ureditev razsvetljave in odvodnjavanja. Vrednost projekta znaša 1,15 milijona evrov. Od naslednjega tedna do predvidoma sredine februarja bo zaradi gradnje delno oviran promet na javni poti cesta na Markovec Velike Nive, in sicer približno 200 metrov dolg odsek od semaforiziranega krožišča na cesti na Markovec v smeri Markovega hriba ter na 130 metrov dolgem odseku Benčičeve ulice od križišča s cesto na Markovec do transformatorske postaje. Na Benčičevi ulici na Markovcu bo urejenih 47 parkirnih mest, od tega 2 za invalide. V sklopu projekta bodo zgradili tudi izogibališče, podporni zid, meteorno kanalizacijo in uredili zunanjo podobo z zasaditvami ter razsvetljavo. Zaključek del je predviden oktobra, vrednost naložbe pa je okoli 420.000 evrov. V ponedeljek so Titov trg v Kopru napolnili starodobniki, avtomobili znamke Citroen, natančneje spački Indiane. Citroen Klub Slovenije po svetovnem srečanju v Postojni, ki je potekal prejšnji teden, sedaj vodi 100 avtomobilov po Sloveniji. Njihova prva postojanka je bil Koper. Te avtomobili so stari, če se pogleda, tudi mi nismo več tako mladi. Namreč moramo vedeti, da zadnji uraden spaček Citroen 2CV je bil izdelan leta 1991. Jaz sam osebno imam spačka starega letnik 76, in so še starejši tukaj. Ja, to je nekaj iz časov tako imenovane flower power, če so otroci cvetja. Od tam je to nastalo in se potem ohranilo do današnjih dni.
V Citroen Klub Slovenije je včlanjenih približno 600 ljubiteljev in voznikov Citroenovih vozil, med katerimi so tudi partnerji in otroci lastnikov. Moram povedati, Citroen Klub Slovenije, da se ve, obstaja od leta 1992 in je en klub za celo Slovenijo kot pravna oseba po krajih, kot je Koper, Ljubljana, Nova Gorica, Maribor in ostali, recimo Novo mesto. So pa sekcije. In Koper, mimogrede, da vas pohvalim, Koper je najštevilčnejša sekcija. Morate vedeti, da je tukaj obstajala tovarna Tomos Cimos, ki je izdelovala spačke. Preden so se lastniki odpravili na vodene oglede po slovenski Istri, smo ujeli Avstralca, ki sta na srečanje prišla z avtomobiloma iz Nemčije. It's got a different back on it. He's chopped and changed a bunch of stuff there, and same with this. It's got a worked up motor and a different bonnet, pretty unique bonnet and boot. Yeah, so this car goes to 160 and this one 120. So this is a faster car than normal 2CVs. Yeah. If you look inside the interior of the green car, it is made out of maple wood from Canada and it's all handmade. Obiskovalci so si z zanimanjem ogledovali pisano druščino avtomobilov, ki je bila na ogled kar 4 ure. Občina Ankaran je tudi letos objavila javni razpis za oddajo gostinskih lokalov na različnih lokacijah v občinski lasti. Na Sveti Katarini, v Valdoltri, na Študentu in Debelem Rtiču. Kljub večkratnim prizadevanjem pa gostinski obrat na kopališču Debeli Rtič tudi letos ni zaživel. Lokal je bil v najem ponujen kar 6-krat, a nobena od objav ni pritegnila interesenta. Občina je ob tem prilagodila pogoje oddaje, znižala najemnino in upoštevala cenitev pooblaščenega cenilca, vendar se ponudnik še vedno ni našel. Na zadnjem odpiranju ponudb v torek je razpisna komisija znova ugotovila, da ni bilo prijav. Glede na 6 zaporednih neuspešnih razpisov ter dejstvo, da smo že v drugi polovici poletne sezone, je občina ocenila, da ponovna objava razpisa letos ne bi bila smiselna. Tako bo območje Debelega Rtiča tudi to poletje ostalo brez organizirane gostinske ponudbe za obiskovalce plaže. Na začetku tedna je okolje Pirana razveselilo z novico. Zagotovili oziroma kupili so namreč 50 zalivalnih vreč, ki bodo v Portorožu in Piranu omogočile varčnejše in učinkovitejše zalivanje mladih dreves na javnih površinah. Vreče so sicer že v uporabi pri zdravstvenem domu v Luciji, v parku Sonce in na številnih drugih lokacijah, kjer so v preteklih letih zasadili nova drevesa. 75-litrska zalivalna vreča ima na spodnjem delu majhne odprtine, skozi katere se voda enakomerno ter počasi izteka v zemljo, kar omogoča globinsko namakanje koreninskega sistema in bistveno boljšo absorpcijo vode kot klasično zalivanje s cevjo. Ker so vreče izdelane iz UV-stabilnih in trpežnih PVC materialov, jih je mogoče uporabljati več sezon. Njihov glavni namen je zalivanje mladih dreves v sušnih obdobjih, ko je talna vlaga prenizka za njihovo preživetje in uspešen razvoj. Na okolju Piran so še zapisali, da želijo z njihovo uporabo zmanjšati porabo vode, povečati učinkovitost zalivanja ter izboljšati preživetje drevesnih sadik, ki so v obmorskih krajih zaradi vremenskih ekstremov vedno bolj ogrožene. Prve zalivalne vreče so v piranski občini začeli uporabljati sredi junija, ko so temperature že presegle 30 stopinj Celzija. Polnijo jih enkrat do 2-krat tedensko, po več kot mesecu dni pa so se pokazale kot nepogrešljiv pripomoček pri vzdrževanju mestnih dreves, ki v času podnebnih sprememb še posebej potrebujejo več nege in prilagojenega režima oskrbe. V telovadnici osnovne šole Livade v Izoli te dni potekajo že tradicionalne 34. mednarodne judo priprave, ki jih organizira Judo zveza Slovenije.
Na Blazinah bo treniralo približno 350 športnikov iz 10 evropskih držav. Omeniti velja, da sta poleg najboljših slovenskih tekmovalk in tekmovalcev v Izolo prišli tudi prvi ekipi Rusije ter Hrvaške. Poleg priprav so potekali tudi izpiti za rjave in črne pasove. Ja, recimo za naše te najboljše člane to služijo kot neke prve priprave, preden se začne ta drugi del sezone, septembra, oktobra, novembra in tako naprej. Medtem ko mogoče za malo mlajše mladince in kadete, pa to služi kot neke zaključne priprave pred evropskim in svetovnim prvenstvom, tako da ima nekako in za mlajše in za starejše svoj namen. V prvem delu so med 1. in 5. avgustom trenirale mlajše starostne skupine tekmovalcev mlajših od 14 in 16 let ter starejši dečki in mlajši kadeti. Znanje so mladi generaciji judoistov predajale tudi olimpike Anka Pogačnik, Kaja Kajzer in aktualna olimpijska prvakinja Andreja Leški. Ja, da vidijo ena Andreja Leški na kampu, ki jim kaže tehniko, je to za mlajše predvsem neka zelo dobra, motivacija, neka spodbuda, da v bistvu se učijo od najboljših, tako za mlajše je to super. Za starejše te malo bolj profesionalne športnike je pa v bistvu glavno to, da imajo res dobre, kvalitetne sparinge tukaj, da se lahko dobro pripravijo. Od torka dalje pa so na tatamijih kadeti, mladinci in člani. V slovenski Istri smo tako videli slovenske članske reprezentante in reprezentantke, pa tudi kopico mladinskih in kadetskih reprezentantov. Fajn je zaradi tega, ker so približno iste velikosti, iste teže, tako da lahko tudi jaz tehnike kakšne probavam, ker recimo moji iz kluba že poznajo moje finte, te pa pač ne in v bistvu na ta način skupaj napredujemo. Ja, v bistvu te priprave so namenjene nekako povratku nazaj v same borbe, zaradi tega, ker smo imeli neko bazo, ki je bila bolj za moč, tako da v bistvu se malo z lažjimi tudi borim, da dobim nazaj ta feeling, so pa priprave v bistvu za naslednji Grand Prix, ki bo na Kitajskem. Mogoče judo ni glih najbolj zanimiv za gledati, sploh če ne poznaš pravil, ampak pač glede na uspehe, ki jih ima slovenski judo, bi bilo fajno, da bi bilo še več gledanosti in več zanimanja za to. Judo zveza Slovenije letos prvič v 34 letih priprave v Izoli sofinancira za dobitnike medalj z letošnjih državnih prvenstev po starostnih kategorijah in sicer 100% za reprezentante, ki so uvrščeni do 100. mesta na svetovni jakostni lestvici, ter 50% za judoiste, ki so osvojili medaljo na državnem prvenstvu v 14 ali v 16 za prvi del priprav oziroma na državnem prvenstvu v 18 ali starejših starostnih skupin za drugi del priprav. Zanimanje za judo je ogromno in klubi so polni, seveda vedno iščemo še več in pomembno je dobro delo v klubih, da privabijo te mlade športnike v svoje okolje in tudi da dobro to delajo z njimi. Ja, jaz mislim, da je judo eden teh bazičnih športov, kjer otroci pridobijo ogromno enih motoričnih sposobnosti, razvijajo in enostavno so ta telesni stik in kontakt, ki dostikrat lahko težava v zadnjem času v svetu, v katerem živimo, tako da vsak zagotovo priporočal judo na vseh nivojih, tako v nekem tem otroškem delu, tekmovalnem, vrhunskem in tudi velike te neke rekreacije, kamor hodijo starejši, ki je zares dobra rekreacija lahko. Izola nam nudi odlične pogoje in zato se tudi vsako leto vračamo. Začetek avgusta je Izola, malo tako poklic rečeno naša in polna judoistov. Večina je nastanjena v Rivieri. Ta teden so s pripravami na novo sezono začele rokometašice Kopra in Izole. Obe ekipi boste igrali v prvi slovenski ligi, kjer bo letos igralo 14 ekip. Spremenjen sistem in ukinitev prve B lige prinašata 13 tekem v prvem delu, kjer se bo vsaka ekipa pomerila enkrat z vsako ekipo, drugi del pa bo razdeljen. Najboljših 6 ekip se bo v dvokrožnem sistemu pomerilo v ligi za prvaka, medtem ko se bo slabših 8 za razvrstitev med 7. in 14. mestom. Poglejmo najprej v tabor Izolank, ki so s treningi začele v ponedeljek, v letošnji sezoni pa si znova želijo uvrstitve med 6 najboljših ekip. Upam, da letos bomo imeli dosti manj teh nihanj. Lani smo imeli precej nihanj, kar se tiče rezultatov, kjer smo, izgubljali po poti dragocene točke za boljši rezultat.
Vsekakor cilj je dosti višje mesto, vsaj letos bo prijeti v končnico za prvaka, bo to ključen cilj, potem pa bomo videli, kaj bo prineslo. Vemo, da je ogromno sprememb v ekipah, precej se pomljajujejo ekipe, tako da bomo videli, kaj bo to prineslo. Ja, vsekakor iz mladinske ekipe so prišle gor 3 dekleta, katera bojo, bom rekel, po spletu okoliščin dobila tudi malo večjo priložnost in minutažo in konec koncev tudi večjo možnost za dokazovanje. Kaj bo vaša glavna prednost, moč v letošnji sezoni, na kaj boste stavili? Mislim, da naša glavna prednost bo, da je jedro ekipe ostalo nespremenjeno od lanske sezone z manj, bom rekel, popravki in tako da bo naša moč v tem, da ne rabimo toliko igravanja, imamo že sistem postavljen, zdaj ga samo malo moramo dograditi in bom rekel še nadgraditi, kar se tiče kondicijsko in fizično. Na prvih treningih smo pogrešali prvega trenerja Boruta Hrena, ki se s kadetsko reprezentanco Slovenije mudi na Evropskem prvenstvu. Zaradi različnih obveznosti pa je manjkalo tudi nekaj ostalih rokometašic. Ekipa bo sicer v večini podobna lanski, saj sta klub zapustili le Teja Treven ter Anja Jereb. Bila sem na dopustu, ampak itak je rokomet manjkal, tako da mislim, da smo vse in vključno jaz vesela, da smo nazaj. Si v tem času trenirala kaj, kako si se pripravljala na sezono? Itak smo imeli priprave v času junija, da se lahko pripravimo na začetek, tako da smo po programu jaz in punce delale. Kako sicer gledaš na ta pripravljalno obdobje, ko so v ospredju kondicijski treningi? Je težko, ampak mislim, da to itak rabimo, tako da se veselimo, čeprav je naporno, to rabimo, tako da. Mislim, da ta naša povezanost in kako pač se razumemo, mislim, da to glavno, ta želja v bistvu, ki jo ima vsaka punca, bo prišla dosti v ospredje na igrišču. Moj osebni cilj je, da napredujem na igrišču kot igralka, da probam v bistvu ekipo letos dvigniti, kar se da, tako da sam, da pač igramo. Rokometašice Kopra so se v lanskem letu po dolgem času vrnile med elito. V prvem delu jim točkovno ni šlo najbolje, so pa zato v spomladanskem delu navdušile. Tvorec uspeha, trener Željko Zirdum, je bil z zaključkom sezone zelo zadovoljen. Hkrati pa verjame, da se letošnja ekipa lahko povzpne še korak više in sicer v ligo za prvaka. Definitivno izboljšati lanski rezultat in tiha želja, ma niti ne tiha želja, ne? Želja je priti med 6 najboljših v Sloveniji. Liga je letos malce spremenjena, združena v eno ligo, več ekip, več različnih nasprotnikov, več tekem posledično. Kako vi gledate na to združitev? Jaz nisem lih pristaš tega, ne? Želel bi si, da je 10 ekip v prvi ligi in še 8 v drugi, ampak žal slovenski rokomet tega ne premore ženski. Tako da videli bomo, kaj bo to prineslo in edino, kar bo dobrega, je, da bo več tekem. No. Ja, punce so kar delale, sem zadovoljen z njihovo pripravljenostjo, tako da pokazale so pač, da so tudi one željne letošnjega dokazovanja in da skupaj izboljšamo lanski rezultat. Koprčanke bodo uvodni del priprav opravile zunaj, saj nimajo na voljo dvorane. Kasneje se bodo odpravile tudi v Lombardijo na mednarodni turnir. Tudi tu se jedro ekipe ni veliko spremenilo. Zaradi poškodbe in nedavnih operacij bosta dalj časa odsotni Tineja Vukelić ter prva vratarka Ema Grmšek, medtem ko je kariero zaključila koprska kapetanka Karin Kresal. V njene čevlje bo stopila Anja Kolobarič, ki je v preteklih sezonah že večkrat dokazala, da je na igrišču pravi vodja. V bistvu mi je kar velika čast, da so mi zaupali to vlogo. Se pa ne bo kaj dosti veliko spremenil. Želim, da bo pač ekipa to, kar je in da odigramo tekme, kakor znamo. Zdaj smo nazaj na igrišču, se pridno pripravljamo za začetek sezone. Ja, mislim, da smo vse uživali, tudi skupaj smo imeli lep oddih, napolnile baterije in pripravljene na novo sezono. Si se uspela kaj pripravljati v tem času, trening, tek, fitness, kako je bila? Ja, zelo rada treniram, tako da to je bil obvezen del mojega vsakdana. Malo smo imeli tudi v bistvu strani kluba pripravljene treninge, ki jih pač moramo opravljati in mislim, da smo punce to kar uspešno opravljale. Se mi zdi, da zdaj vemo, kaj pričakovati. Vemo, kaj prva liga je in poznamo nasprotnice. Smo tudi, bi rekla, mentalno pripravljena na sam sistem. Sicer je malo drugačen, ampak mislim, da bo letos boljše.
Sezona se letos začenja 13. septembra. Izolanke bodo doma gostile Litijo, medtem ko bodo Koprčanke gostovale pri Krki iz Novega mesta. Zdi se, da bo ljubljanski Krim znova brez konkurence, bo pa vsekakor izenačen boj za vsa preostala mesta. Primorski ljubitelji rokometa pa bržčas komaj čakajo na obalne derbije med Koprom in Izolo. Slovenska vojaška ladja Triglav, ki je del Slovenske vojske in namenjena nalogam reševanja na morju, pomoči ob naravnih nesrečah ter preprečevanju onesnaževanja, se po obsežni obnovi v Šibeniku vrača v domače pristanišče. Dela, ki jih izvaja podjetje Iskra Brodogradilišče 1 v vrednosti 2,3 milijona evrov brez DDV, vključujejo nadgradnjo varnostnih in obrambnih sistemov, s čimer bo ladja operativna še prihodnjih 30 let. Že predtem je bila v Istanbulu deležna tehničnih izboljšav sistemov za gašenje, klimatizacijo, nadzor in videonadzor. V pričakovanju prihoda ladje jeseni potekajo tudi dela za izgradnjo novega pontonskega priveza v koprskem pristanišču pred vojašnico slovenskih pomorščakov v Ankaranu, ki naj bi bila zaključena do konca septembra. Obnova Triglava predstavlja pomemben del dolgoročnega načrtnega razvoja Slovenske vojske do leta 2040, v okviru katerega je med letoma 2032 in 2040 predvidena zamenjava te ladje s sodobnim večnamenskim plovilom. Projekt ne le podaljšuje življenjsko dobo plovila, temveč krepi tudi pomorske zmogljivosti Slovenije v okviru nacionalne obrambe. Današnji posnetek tedna ni uvoda, ker ta govori sam. Pozdravljeni v novi ediciji Kulturnega napovednika. Že v soboto 9. avgusta se bo ob 20. uri v kavarni Triglav v Kopru predstavil Bandit Orkestra v okviru cikla Glasbeni bicikel, ki ga pripravlja Mladinsko društvo Marezige. Ob 21. uri bo v letnem kinu Arigoni v Izoli sledil čaroben operni večer pod zvezdami, kjer bo v izvedbi Pelivanian Opera Academy na prostem zazvenela mojstrovina Don Giovanni. V nedeljo 10. avgusta si boste lahko ob 21. uri na Prešernovem trgu v Kopru ogledali film Ali je bilo kaj avantgardnega. Najnovejši dokumentarni projekt avtorjev Matevža Jermana in Jurija Medena, ki v 98 minutah raziskuje avantgardnost slovenske filmske zgodovine. Na ponedeljek 11. avgusta pa se lahko ob 19. uri odpravite v galerijo Artina v Kopru, kjer se bo odprla razstava z naslovom Velikana slovenskega kulturnega prostora Miklavž Komelj in Jure Detela. Dogodek bo združil likovno umetnost Miklavža Komelja in literarno zapuščino Jureta Detela, ob tem pa bodo predstavili tudi novo knjigo Plačilo za moje stoletje. Ob isti uri bo v Lutkarnici v Kopru lutkovna predstava za otroke Juha iz Kamna v sklopu 23. Alpe Adria Pop festivala. Zvečer ob 21. uri pa bo v taverni v Kopru koncert Veronike Sternat, ki bo navdušila s prepletom popa in džeza. V sredo 13. avgusta se bo ob 19. uri in 30 minut na Ukmarjevem trgu v Kopru odvil gibalni performans z naslovom Ali ptice sanjajo o letenju, prav tako v okviru Puf festivala. V četrtek 14. avgusta ob 20:30 minut pa se bo na Largu pri Špini v Izoli odvil koncert skupine Mašarik, ki bo svojo kombinacijo bluza, roka in psihadelike poskrbela za edinstveno glasbeno doživetje. Ob 21:30 minut pa bo vzdušje nekoliko bolj energično, namreč v Hangar baru v Izoli bo nastopila skupina Elevators, jazz, funk in rock ritmi. V petek 15. avgusta pa se prvi kulturni dogodek prične že ob 5:30 minut zjutraj, ko se bo na razgledni točki nad Tinjanskim gričem v Kopru
odvil klavirski koncert ob sončnem vzhodu, ki ga bo izvedel Tomaž Pačnik. Zvečer ob 20. uri pa bo v Simonovem zalivu v Izoli velik koncert legendarne skupine Bijelo dugme, ki letos praznuje svojo 50. obletnico in se ob tej priložnosti vrača na oder z brezčasnimi jugo-rock uspešnicami. Hvala za ogled in se vidimo prihodnji teden. To je bilo za danes vse. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.